Ta koronavirus nam je zagodel. Sem pa dobil nogometaša iz prve slovenske lige in seveda naš klub Tabor iz Sežane. Nasproti mene sedi Dino Stančič, napadalec, ki je odlično odigral tekmo v Mariboru. Ne vemo, kaj se bo zgodilo še s slovenskim prvenstvom, ali bo podobno kot v Italiji ali ne. Dino, živjo! Živjo. Dino nosi na hrbtu številko 25, a v mlajših selekcijah in tudi v reprezentanci je bil znan pod številko 11. Dino, kaj se je zgodilo s številko 11 in zakaj 25? V bistvu, ko sem prišel nazaj v Tabor, v drugi ligi, sem vprašal za številko 11 v 7. Davor Škrjanc je raje dal mlajšim priložnost, tako da na koncu sem izbral 25, ker sem rojen 25. Tako da. Se pravi, dobro, če bi pol sklepil po sebi, bi jaz mogel imeti številko 30. Tako nekako. Menjali ste trenerja, znan, bomo rekli, argentinski Italijan, Mauro Camoranesi. Kaj se je spremenilo z njegovim prehodom? Kaj je tisto, kar je drugače? Wow. Ja, sigurno stojimo dosti boljše na igrišču. Italijanski način nogometa nam je nekako pokazal bolj podrobno. Tudi sistem je drugi, tako da hoče, da gremo vsi maksimalno, vsak trening in pol se pokaže tudi na igrišču, da gremo vsi 100% vedno. Tako da nam je pokazal nek višji nivo igre in tako da je dosti se pokaže tudi na rezultati, ki so trenutno kar dobri. Dobri, ne? Se pravi, tako kot je bil Mauro na igrišču, zdaj zahteva od vas, da ste isti. Tako, ja, na nek način vsi vemo, da je bil velik borec, absolutno tudi veliko znanja je imel, ampak dal je maksimum vedno, kot večina jih more dati, ampak bil je vedno na maksimumu v svoji karieri. Če si Ronaldinho v prvi slovenski ligi, si v seriji A Walter Birsa. Višji nivo je, več znanja se potrebuje. Je Mauro tak zafrkant? Tudi. Se zafrkant, hoče se učiti slovenske besede, tako da, ko kakšno pove, se kar smejemo. Tako da vedno je in smeh z njim, tako da, ko pa se dela resno in je resno vedno. Zdaj vemo, da se je navadil besedo dober dan že na prvi novinarski konferenci, katera zdaj beseda, ki jo zna in kaj mu predstavlja težavo? Na primer leđa, hrbet, to, če ne pa vedno nas vpraša tudi za kakšno, kako se reče v slovenščini, naprimer, če kje ne gre, povej mi, kako se pove v slovenščini, da se zadere v slovenščini. Je res, da malo smešno, malo se nasmejamo, ampak mora biti tudi malo sproščeno vzdušje na treningih, tako da Mauro s tem tudi popestri, tako da vse dobro. V lokalnem okolju so ga kar dobro sprejeli, ker je tak človeški, ne? Ja, res je, res, da vsi se hočejo slikati z njim, ampak njemu ni to problem, tako da si vzeme čas za vsakega, pozdravi vsakega v klubu, tako da glede človeške plati je res... Od čistilke do direktorja. Točno tako. Kako pa je igralcem, da je največja zvezda trener? Ja, to je malo ponovadi se v večjih klubih večinoma slikajo vsi z igralci, pri nas je lih obratno, ampak če bomo delali, mogoče bo tudi do tega prišlo, da se bojo večinoma hoteli tudi z nami slikati in podpisovati avtograme, ampak počasi stremimo k temu, da bomo dosegli vedno več. Se pravi, Mauro je vnesel nekaj novega, igra tudi kdaj z vami nogomet? Ja, parkrat je odigral, ampak lih pred kratkim je igral v bistvu, pa se je poškodoval, tako da je rekel, da raje, dokler ne bo pripravljen, da ne bo še vstopil v igro. Ga je načel zob časa tudi malo. Daj mi povej, kako poteka komunikacija na treningih. Nekaj domačih igralcev zna italijansko, med njimi si tudi ti. Si tudi v bistvu prevajalc v ekipi? Ja, nas je kar nekaj prevajalcev. V bistvu je malo smešno, zato ker imamo več jezikov govorimo. Poleg, dosti imamo hrvaških igralcev, tudi iz Srbije, pa tudi iz Afrike, ker govorijo francosko. Tako da v bistvu poteka, Mauro pove nam nekaj v italijanščini, potem mi prevedemo v srbo-hrvaščino, ki ga večina igralcev razume, potem prevedemo še v angleščino in potem eden od črncev, Afričanov, ki zna angleško, še on ostalim prevede v francosko. Tako da ne vemo,
glede na rezultate dokaj razumemo, tako da se razumemo, tako da te informacije dobro potekajo naprej, tako da je v redu. No. Tako nekako poteka v več jezikih, ampak se trudimo. Je Mauro v slačilnici, ne? Zadnjič sem videl, da vam je nekaj risov, vam pove, da ne vem, recimo se to nauči od kakšnega trenerja ali pa kje je to povlekel, ali pa da ste vič, wow, kje je pa to, wow, kjer akcijo nam je pripravil. Tolih pač glede, ne rad govori pač dosti o svoji karieri, ampak rad dela pač na svoj način. Glede akcij pa to, mislim, da kar sam se proba neko ustvarjati sam svoje akcije skupaj z svojim strokovnim štabom in mu kar dobro gre, tako da glede tega ni neki, da bo zdaj rekel, mogoče noče povedati, pa se naučil, sigurno neki je povlekel določenih trenerjev, ampak ne govori pač od koga. Ja. Je pa tudi strokovni štab zelo dober, o njem je bilo tudi veliko govora. Predvsem se govori o gospodu za, bomo rekli, kondicijsko pripravo in o gospodu s kamero poleg igrišča. Ne? Lahko poveš več o tem? Ja, pač mislim, da smo trenutno kar zelo dobro fizično pripravljeni, tako da kondicijski trener Miguel nas je kar dobro pripravil. Se vidi, da je dal veliko skozi v nogometu, od treniranja Zinedina Zidana do Roberta Baggio, tako da je imel kar igralce na visokem top, lahko rečemo na najvišjem nivoju in je to prenesel nekako na nas in mi smo kar dobro to oddelali in sprejeli, tako da fizično mislim, da smo zelo vrhunsko pripravljeni v vseh tekmah. Dostikrat se je že zgodilo, da smo po zaostanku se vračali in to je zelo težko, predvsem fizika trpi. Glede pomočnika Maurota za snemanje, pa gospod Viktor, ja, pač Mauro mu zelo zaupa, vse treninge se posnema, tako da nas spremlja maksimalno, tudi nasprotnike do dobra preverijo, pregledajo, tako da je kar na višjem nivoju strokovni štab, no, tako da. Pravi, z Maurotom bo Tabor postal evropski klub. Vas bomo lahko gledali v Ligi prvakov, kot gledamo Iličića v Atalanti? Še do tam je daleč, tako da je še dosti dela, ampak smo na dobri poti, da postanemo stabilen prvoligaš slovenski, tako da že to dokazujemo zdaj in samo treba tako nadaljevati. No. Dino, hvala za pogovor. Jaz ti želim, da boš zabil en gol, vsaj enega v prvi slovenski ligi v Sežani, pred domačim občinstvom. Zakaj bi zabil, če te lahko gledamo doma. Hvala. Srečno. Hvala.